Spoštovani bivši predsednik republike, gospod Borut Pahor, spoštovani rektor Nove univerze, profesor dr. Peter Jambrek, cenjeni kolegi, kolegice, spoštovani poslušalci, poslušalke. Dobrodošli na okrogli mizi, ki jo organizira Fakulteta za slovenske in mednarodne študije Nove univerze. Naslov Slovenci med slovanskim, germanskim in romanskim svetom. Na prvi pogled deluje kot nek historični pogled, pogled v zgodovino, a to še zdaleč ne to. Preteklost je tista, po kateri se moramo ozirati za to, da bomo znali določiti poti in smerišče naše prihodnosti. Narod, ki ni zmožen reflektirati svoje zgodovine in preteklosti, jo ohranjati, se o njej spraševati, tudi nima prihodnosti. Kakor drevo, ki, če se ne hrani iz svojih korenin, iz katerih izrašča, ne more ohranjati svojega življenja. In prav s tem namenom je bila organizirana današnja okrogla miza. Potem, ko smo Slovenci določili svoje biografske koordinate, pa vendarle moramo določevati znova in znova naše duhovne, politične, družbene koordinate. Kam naj v spreminjajočem se globalnem svetu krenejo Slovenci, kam naj usmerijo svoje načrte, cilje? Menim, da bo marsikaj na ta vprašanja odgovorila današnja okrogla miza. Vabim po uvodni besedi bivšega predsednika, gospoda Boruta Pahorja, ki je tudi častni pokrovitelj slovenskih študij, Fakultete za slovenske in mednarodne študije. Izvolite. Gostje, gospe in gospodje. Zahvaljujem se za vabilo in to možnost, da uvodno nagovorim. Pri čemer ne takoj za iskreno skromnostjo rečem, da sem bil naslova za te okrogle mize ustrašen. Se mi zdi vabi, ker neki zelo vpljeni besedi o tem, kaj nas je Slovence v preteklosti doletelo v tem slavnem sosedstvu in kaj nas utegne glede tega zahtevnega sosedstva v prihodnosti čakati. Tako sem se odločil, da je najbolje, da postrežem za uvod, mogoče je to privilegij uvodničarja, z nekaterimi mojimi izkustvi in počakam na bolj učene glave, da bodo o tem spregovorile v nadaljevanju. Da kasneje ne pozabim, bi rad dejal, da se mi zdi, da Slovenci živimo najboljše, najbolj plodno, najbolj uspešno obdobje našega zgodovinskega življenja, če tako želite. Potem, ko smo pred skoraj 160 leti, pred dobrimi 150 leti s programom Zedinjene Slovenije začeli zares tvorno politično zoreti in so nas potem duhovi 19. in 20. stoletja nenazadnje tako angeli kot demoni teh treh sosednjih narodov preizkutili. Ko smo se teritorialno, predvsem pa, kot sem rekel, politično in duhovno ustvarili, smo nenazadnje pred koncem prejšnjega stoletja zbrali dovolj moči, izkušenj, vsega, kar je bilo potrebno, tudi enotnosti, s čimer se nismo mogli zelo ponašati prej, zato da smo ustanovili svojo državo. Ta dogodek, prelomen v naši zgodovini, nam omogoča, da smo neposredno zatem, v zadnjih 30 letih, in nazadnje tudi v času pred nami, da smo lahko in da lahko z neko samozavestjo, s dolžnimi skrbmi seveda, ne pa strahom, pogledamo na prihodnost. Če sem prav razumel dekanjo in namen te okrogle mize ni, da bi tako ali drugače zelo pedantno secirali našo preteklost, da bi se iz nje nekaj naučili
in poskušali za temi izkušnjami projicirati to, kar nas utegne čakati v prihodnosti, čeprav nihče od nas tančno ne more napovedati, kaj se bo v prihodnosti dogajalo. Prva stvar, ki jo torej lahko ugotovimo, je, da smo v relativno kratkem času, stoletja in pol, uspeli Slovenci dovolj dozoreti, da smo na enem takem zelo občutljivem prepihu zgodovine, ko se je, radi rečemo, za trenutek odprlo zgodovinsko okno, razumeli duh časa. Ni bilo nujno, da bi ga, lahko bi ga spregledali, lahko bi ga zamudili, lahko bi se takrat usodno razkali in ga zamudili. To se ni zgodilo, z nekim zadovoljstvom, celo z nekim zadoščenjem. Lahko pogledamo na čas slovenske politične pomladi, konec 80-ih let, na zorenje vseh potrebnih intelektualnih in političnih okoliščin, ki so omogočale, da smo po ustanovitvi prve demokratične slovenske vlade, ki je imela jasen program ustanovitve države, to državo skupaj z vsemi relevantnimi političnimi silami tudi ustanovili, dosegli narodno in politično enotnost. In še več, kmalu zatem, ko smo državo razglasili, smo jo tudi vojaško ubranili in za razliko od časa sredi prejšnjega stoletja, sredi druge svetovne vojne, ko smo se bili Slovenci razklali, smo tokrat enotno ubranili razglasitev suverene in samostojne države. V zelo kratkem času nam je uspelo, da smo to državo tudi mednarodno uveljavili v prostoru. Skratka, ta čas okrog leta 90, prej in zlasti nekaj let kasneje, lahko štejemo res kot na tako sijajno obdobje slovenske zgodovine, v kateri smo lahko dokazali, da smo sposobni sooblikovati zgodovinske tokove. Res je, Slovenci morda nismo bili med prvimi, ki so dvignili glas zoper nek družbeni red, v katerem smo takrat živeli, zoper državo, v kateri smo bili, čeprav so bile seveda zgodovinske klice, to bodo moji kolegi kasneje boljše povedali, seveda že bistveno prej. Res je, da se je klic solidarnosti najprej slišal na začetku 80-ih let na vrhu ob Baltskem morju, vendar je mogoče ugotoviti, da so potem 80 leta Slovenci dobro izkoristili za to, da so najprej v ostrih intelektualnih sredinah, potem pa tudi v vse širših političnih krogih nastajala gibanja, ki so na koncu ugotovila, da ni mogoče za našim narodom naprej, kot da ustanovimo svojo lastno državo, kar je nazadnje tudi postalo predmet našega nacionalnega koncepta. Tudi ko je bilo vse to burno obdobje uspešno, kot sem dejal, zelo uspešno, mimo, smo Slovenci razumeli potrebe našega časa in 90. leta izkoristili za to, da smo se kvalificirali za državo, torej nacija, za državo, ki je bila sposobna izpolniti pogoje za to, da je postala član evropske družine. Še več, v istem času je postala tudi članica NATO. Zato se mi zdi zelo pomembno povedati zato, ker smo na ta način zaokrožili, se mi zdi nek politični proces, v katerem smo Slovenci kot narod, kot nacija, Slovenija pa kot država, postali del zahodnega sveta. Zdi se mi, da smo na začetku tega tisočletja z vstopom v Evropsko unijo in na zvezo NATO leta 2004, mimogrede, to smo seveda sprejeli po svoji volji in Slovenci na referendumu, smo praktično prišli kot nacija v nek krog, ne samo političen, ne samo gospodarski, ne samo vojaški, ampak tudi kulturni in duhovni, ki smo mu, če smem zelo površno reči, vedno mi je pripadali ali smo mu želeli pripadali. In tukaj prijem zdaj do moje glavne misli za uvod v to diskusijo. Ne samo, da s tem to obdobje razumeti kot najbolj plodno obdobje v našem narodnem nacionalnem življenju, ampak tudi kot situacijo, v kateri smo se znašli, ki je v bistvu najbolj ugodna in udobna. Moram biti zelo previden, ko uporabim oba termina, ugodna in udobna. Tvegam seveda z njima tudi zato, da bi spodil nekaj zanimanja.
Ugodna zato, ker smo torej v krogu držav, ki jim pripadamo, vrednostno, politično, gospodarsko, kulturno, vojaško, na vseh ozirih. Udobna, zato ker se zdi, in to bo moj klicaj v tem govoru, da nam ni treba v tej družini, tako politični kot vojaški, veliko razmišljati o tem, kaj se z nami dogaja, ker da nas bi te okoliščine varovale predvsem recimo najhujšim in najtežjim. Do neke mere je ta opistočen in je ta, kako bi rekel, ta udobnost in ugodnost upravičena. Vendar pa bi rad tudi za potrebe te okrogle mize in naših intelektualnih razmislekov opozoril na dvoje. Najprej, da tako kot za nič tudi za te sijajne okoliščine ni mogoče reči, da so nesprejemljive. Prav lahko se zgodi, da bi se proti naši volji, proti našim željam v prihodnosti zgodilo kaj takega, kar bo terjalo, da se naslonimo na vse tiste elemente državnosti, ki jih mogoče zdaj malce podcenjujemo. Moja prva teza torej je, da ne v nasprotju, ampak zaradi zgodovinskih izkušenj in zaradi tega, ker smo ustvarili našo državo, to državo moramo okrepiti v vseh njenih elementarnih nosilnih stebrih. Tukaj govorim na stebre državnosti, kot seveda tudi recimo od vojske, policije, institucij, pa seveda demokracije in vsega, kar ta predstavlja. Hkrati pa moram, in to je moj drugi poudarek, opozoriti na našo odgovornost, da če želimo kdaj, bodisi da bodo to terjale izjemne okoliščine ali pa ugodne okoliščine, tudi v nadaljevanju, v 21. in 22. stoletju, če bo ta Evropska unija ostala, se bo poglabljala, če se bo razvijala naprej. Kljub temu moramo mi graditi našo državljansko in narodno nacionalno skupnost. Mislim, da se tako kot gradnji nekaterih elementov državnosti danes, tudi gradnji državljanske in narodne, nacionalne skupnosti posvečamo premalo. Nenazadnje moramo razumeti, da smo lahko vzpostavili državo v nekem trenutku zato, ker je bilo občutka za narodno skupnost ravno dovolj. Državljanska skupnost pa seveda zdaj po ustanovitvi naše države še ne dobro nastaja. Za gradnjo te skupnosti je potreben dialog in ne morem, verjetno tako kot Dine, mimo občutka, sem tja, ne vedno upravičenega, da je tega dialoga malo. Če je zelo skop, je zelo neambiciozen. Naloga dialoga v vsaki skupnosti je, da ne omogoča samo izmenjave različnih mnenj, ampak da poskuša od tistih, ki v dialogu sodelujejo, poiskati tisto, kar, če gre za zelo različna mnenja, vendar ta mnenja zbližuje in omogoča nastanek neke nove kvalitete v tem dialogu, nekega novega smiselnega kompromisa. To velja tako za nacionalno skupnost, kot velja tudi za državljansko skupnost. Mi smo danes, s tem zaključujem, v nekem obdobju, ki je posebej dobro tudi zato, ker imamo naše odnose z sosednjimi narodi in državami zelo ugodne. Morda bo kdo porekal v tej oceni. Ocenjujem, da v zadnjih ali pa v 30 letih od ustanovitve naše države naprej nikoli v istem času nismo imeli z vsemi 4 državami tako dobrih odnosov, kot jih imamo danes. To pa to ne pomeni, da je to stanje tako in da bo ostalo zatečeno vedno tako, zato se je treba truditi in boriti naprej. Če torej pogledamo Slovence historično, zgodovinsko, v nekem daljšem časovnem obdobju, vidimo slovenski narod pravzaprav kot enega redkih slovanskih narodov, ki je tako močno, kako bi rekel, zajeden v germanski, romanski svet. Mislim, da mu kljub temu uspeva skozi zgodovino, da obstane, da ohrani svojo identiteto in še več, da zori do te mere, da se vzpostavi kot država, da je zdaj tukaj v tem delu sveta enakovredno sprejet, je uveljavljen pravno in sicer ima možnosti, da se razvija.
Na koncu naj rečem, da poleg tega klica k krepitvi te narodne oziroma nacionalne in državljanske skupnosti in ob klicu k krepitvi vseh elementov državnosti, obojega na nek način pogrešam, razumem, da se to lahko kdaj zgodi iz vrste razlogov, tudi zaradi tega občutka udobnosti in ugodnosti. Naj še enkrat rečem, da je potrebno gledati razvoj naših teh okoliščin kot dinamično, ta Evropska unija, ta čudovita družina, v kateri smo, tudi NATO, kot ena vojaška in več politična organizacija, ki nam nudi varnost, ne more nikoli do konca odgovoriti na vprašanje, ki si ga moramo vedno imeti zastavljati. Naše narodno, nacionalno vprašanje, s tem, ko smo ustanovili državo, dobiva neko novo kvaliteto, ampak ni nikoli dokončno rešen. Kam bodo šle stvari naprej? Je ta Evropska unija za nas ugodna, če je bolj poglobljena, ali nas ta poglobitev morda v naši identiteti, v naših stremljenjih, v naši suverenosti ovira? Moje osebno mnenje, vsaj si domišljam, bolj ali manj poznate, zdi se mi, da bolj kot je poglobljena ta Evropska unija, bolj kot je povezana, bolj kot je močna, tudi v globalnem smislu, bolj smo Slovenci na varnem. Kajti taka kot je, vsaj zaenkrat, nas ne ogroža v tem, da ne bi razvijali vse tisto, kar nas določa kot Slovenci. Od jezika do kulture, vseh so identitet. Ali bo pri tem ostalo? Ne vemo. Ali se moramo Slovenci s tem ukvarjati? Absolutno bolj kot se zdaj. Absolutno bolj kot se zdaj. Opozarjam na to udobnost in ugodnost, ki smo jih priča, ki nas do neke mere zavede, da se nam zdi, da je vse samoumevno. To se je zdelo tudi Slovencem še v kakšnih drugih tvorbah tako in so jih potem doletele zgodovinske preizkušnje, ki jim, kot rečeno, nismo bili vedno tako vzorno kot smo jim bili konec 80-ih in v začetku 90-ih let. No, kljub temu naj sklenem ta uvod z nekim občutkom nekega optimizma, če želite. Zdi se mi, da se Slovenci zgodovine učimo. Vem, da sem za marsikoga rekel to v nasprotju z njegovim prepričanjem, če da se iz zgodovine nič ne učimo. Mislim, da se razorimo. Sem in tja pa se mi zdi, pokažemo celo, da smo v nekih zelo zapletenih okoliščinah nekako bolj sposobni razumeti duh časa kot sicer in malček bolj ugodnih okoliščin, takih kot so zdaj, ne znamo pravzaprav dobro izkoristiti za to, da bi naredili neke korake, ki niso izsiljeni, kot rečeno, z okoliščinami, ki smo jih priča. Samo če zadnji stavek, vojna v Ukrajini je nekaj, kar spreminja podobo Evrope. Mislim, da proizvaja neko novo delitev. Tudi ta delitev bo utemeljena na tem pripadanju ali odpadanju od demokratičnih vrednot, demokracije in vsega, kar ta demokracija tudi ponuja in proizvaja. Ta delitev bo znova zelo otežkočila eno sijajno priložnost, ki jo sicer Evropa imela za to, da bi kot kontinent šla morda bolj skupaj naprej, kot se danes dogaja. Zlasti, mislim, tukaj v času po padcu Berlinskega zidu je ta optimizem bil, danes ga ni več. Ta delitev, ki bomo verjetno priča, to je moje mnenje, bo proizvedla tudi neke nove meje, ki so Sloveniji blizu, bolj blizu, kot bi si želeli, vendar pa še vedno od nas dovolj oddaljeni, da to ni direktna teritorialna nevarnost za našo samobitnost, vojaštvo ali drugačno suverenost. Kljub temu se mi zdi, da moramo Slovenci, kot nacija, ki ima svojo državo, pokazati absolutno zrelost in ambicioznost, ne samo da znotraj tega sveta, zapletenega tudi za ukrajinsko vojno in njenimi posledicami, da znamo razumeti duh časa in videti, kako graditi naše mostove do drugih narodov in drugih držav tako, da bomo ohranili svoje posebnosti in hkrati gradili z njimi nek nov svet, neko novo Evropo, ki bo varna, mirna, stabilna, demokratična. To niso akademska vprašanja, so zahtevna politična vprašanja, ki se mi zdi, da je takih politika mogoče premalo posveča. Razumem,
da je obremenjena s celo vrsto vsakodnevnih, aktualnih težav, ampak mogoče pa je tudi za voljo takih prizadevanj, kot jih pozdravljam tukaj na Novi univerzi, morda v nekoliko bolj intelektualnem okolju, lažje videti, kam je mogoče videti in kam se več pravi. Hvala za pozornost. Hvala lepa bivšemu predsedniku, gospodu Borutu Pahorju, za ta izredno subtilna in hkrati tudi jasna izhodišča. Dovolite prav lep pozdrav tudi današnjim sodelujočim na okrogli mizi in docentu, doktorju Dejanu Valentinčiču, tudi prodekanu Fakultete za slovenske in mednarodne študije, ki jih vabim k okrogli mizi. Volite. Prav lepo pozdravljeni na drugem delu današnjega dogodka. Najprej najlepša hvala višjemu predsedniku, gospodu Pahorju, za odlična izhodišča za današnjo razpravo. Fakulteta za slovenske in mednarodne študije je edina fakulteta v Sloveniji, ki se celovito ukvarja z slovenostoljem, torej proučevanjem slovenstva z vseh njegovih vidikov. Zanimivo je, da smo v naši državi že leta in desetletja imeli različne študije, kot so nemške, ameriške, azijske, dejansko pa slovenskih študij ni bilo. Na tem področju Nova univerza zapolnjuje eno zelo pomembno izjemo. Danes imamo v sebi, lahko bi rekel, 4 paradne konje akademskega zbora Fakultete za slovenske in mednarodne študije. Z nami so profesor dr. Milan Janspec, zelo poznan in izkušen diplomat, ter tudi profesor diplomacije, profesor dr. Enes Petrič, prav tako zelo izkušen diplomat, ter profesor mednarodnega prava, profesor dr. Igor Grdina, zgodovinar, in docent dr. Simon Malneval, tudi zgodovinar, tako bi rekel za dr. Grdino in dr. Malnevala, da spadata v slovenske zgodovinske stroke, tako po produktivnosti, kot po podnesljivosti in poglobljenosti. Tako da zagotovo da pogleda zelo zanimiva in zelo poglobljena debata danes. Dr. Grdina, da začnem najprej z vami, profesor Pahor, predsednik Pahor, ki je tudi častni pokrovitelj slovenskih študij, je mi dal nekaj zelo novih istočnic. Torej, kako smo Slovenci skozi stoletja razlikovali svojo narodno zavest, ter nekako prišli do svoje države. Zdaj, en možen narativ tukaj je, da smo živeli stoletja v neki tvorbi, ki je bila ječa narodov, potem smo šli v neko tvorbo, kjer smo kulturno prenazadovali in potem se je zgodil nek čudež, da smo bili svojo državo. Po drugi strani pa lahko gledamo, da vendarle smo bili v tem strahuškim vplivom nekako se oblikovali v nek celovit narod, ki verjetno je bil boljše, lažje, kot je bil pod privilegočnim garantinskim vplivom. Potem prava čas, da lahko rečemo, iz antične monarhije prešli v neko tvorbo, da ni nekako cel narod preživel svojo koročkih Slovencev, ampak da smo tukaj v prvih dveh Jugoslaviji zaoblikovali vse pomembne infrastrukturo, ki tam lahko prišli do svoje države. In danes tukaj smo, sicer objektivno majhni, ampak seveda polnopraven del mednarodne skupnosti. Katera od teh dveh tez se nam zdi bolj pravilna in če lahko malo razširite, kako vidi ta naš odnos do teh treh velikih plemen, kot se mi nekoč reklo v Evropi, za Slovence skozi desetletja stoletja. Najprej hvala za povabilo. Mislim mi, da je naslov precej zgodovinski, ker izhaja pač iz tistega obdobja svetovne zgodovine, ko je Evropa bila pravzaprav svet. Evropa je potem precej neinteligentno napravila v 20. stoletju v prvi polovici samomor, in je postala pač odprla pot nekemu drugačnemu svetu, torej planetarnemu svetu. Saj, če bi šli gledati politiko tam nekje že v koncu 17. stoletja, v 18. stoletju imamo prve svetovne vojne, rečemo jim 7-letna in tako dalje, ampak to so večkontinentalne vojne.
Ampak vendarle, Evropa je uspela v tistem obdobju še ohraniti torej klimat in je bilo izjemno pomembno, kaj se je dogajalo tukaj. In seveda, to so Slovenci vedno pozicionirali in gledali v tem okviru, medtem ko danes je pa nekaj drugega. Torej, današnji svet je gotovo tisto, kar je sredi druge svetovne vojne Wendell Willkie rekel, en svet. Torej, in vse ima neko tudi planetarno razsežnost. Tako da se bojim, da z dosedanjo izkušnjo bomo malce prekratki in zato pozdravljam to idejo predsednika Pahorja, kar si enkrat si zazmeril, da se intenzivira dialog tudi tisto, kar je zelo pomembno, da je cilj dialoga dvig nivoja misli vsakogar, ki v tem sodeluje. Če odgovorim na vaše vprašanje, ja, seveda je vse to tako, ampak bi pa upozoril na oba pogleda sta mogoča in oba sta na neki način točna. To je tako, kot da rečem jaz za kolego Malmer hvala, da je na moji seveda desni, za vas je pa seveda na levi. Oboje je na neki način obranljivo in drži seveda skupaj, ampak upozoril bi pa na nekaj. Slovenski prostor je nekako prehoden. In če gledamo tako, da je seveda zahodno od Dunaja, vsaj večina, pa vendarle bo težko kdo rekel, da je vzor zahoda tukaj, v tem koščku sveta Slovenija in ne Dunaj. Je severno od Rima, ampak ne vem, če bomo po svojih lastnostih in uspešnosti veljali za severnjake glede na kakšne Lombardice ali pa Venečane. Kaj hočem s tem povedati? Torej, smo seveda zahod, ampak nekje na meji. Smo seveda tukaj je prišel tudi vzhod, ampak vendarle ne šel potem čez. Spomnimo se Turškega imperija. To je pač zadnja sredozemska slina. Mi smo sodelovali pri oblikovanju Evrope takrat, ker Turški imperij ponavlja zgodbo rimskega, ko je sredozemlje središče sveta. Evropa je tvorba pozne antike in zgodnega srednjega veka, ko se začne pravzaprav moderna zahodna civilizacija, vsaj prve korenine. Zdaj, tukaj smo mi gotovo pri temeljih Evrope sodelovali s tem, da so pravzaprav ta misel, da je tisto idealno središče tega dela sveta sredozemski prostor, pač pricelinje, medtem ko mi smo se odločili vendarle, ko smo se branili pred Turkom tako zelo odločno, da je tukaj ena drugačna pot. Zdaj, seveda so to odločile neke elite tega prostora, ampak vendarle so se odločili tako, kot je predsednik potem opisoval, da vendarle je to tisti zahodni svet, ki danes največ obeta. In takšne korenine lahko potem gledamo tudi pri kulturni usmeritvi, ki je včasih drugačna od politične. Torej, Pavle Mergu je nekoč napisal, da je slovenska kultura nihalo med Romanijo in Germanijo. Seveda je tukaj še nekaj slovanskega, ampak vidite, torej ta civilska civilizacija slovanska, da rečem, je prišla do nas, imela tukaj pri nas nekaj časa en pomembno središče, ampak potem je to bila samo epizoda. Ta prostor je postal zahodni prostor in to je zelo, zelo pomembno.
Ne? In zdaj, ko razmišljamo mi o tem, kako se bomo pozicionirali v majhnim nekoliko, lahko potem vidimo, da pravzaprav smo tukaj lahko iz svoje izkušnje tudi nekaj črpamo. Ne? In naj ta uvodni prispevek v diskusijo končam z eno izjavo verjetno največjega znanstvenika, ki je bil pač Slovenec, Franc Miklošič, nihče ni pomenil nikoli toliko v kakšni znanosti kot to jezikoslovje. In on je bil tudi seveda na neki način politik, in je bil član Gospodske zbornice avstrijskega parlamenta in je lepo rekel, ko so se odločali narodi znotraj monarhije, po komu se bodo zgledovali. In je uporabil sicer res madžarski primer, da ne bi Slovanov v Avstriji zatolklo, ampak je povedal tako, ker Madžari so se hoteli osvoboditi nemškega vpliva in so se obračali v francoski kulturi. Vendar je rekel, da kakorkoli se to presajanje je lahko seveda tudi tvorno in uspešno, ampak vendarle tisto osrednje je pa prostor, v katerem si in sosedov si ne izbiraš sam. Zdaj, je pa tako, tudi če vi stanujete v železnici in če vas piskanje vlaka pač vznemirja, imate dve možnosti, ali da se začnete pritoževati kar naprej in kamorkoli, ali pa naredite vlak za svojih prijateljev. Oziroma pač, da vzamete na znanje situacijo. In imate potem tudi veliko možnost. Zdaj seveda še morda nekaj, če je kultura sentimentalna, politika gotovo ni. In tisti, ki so prvi napravili svetovno politiko in jo na neki način izumili, torej se pravi Angleži, se vedno sklicujejo na Lorda Palmerstona, ki je rekel, Anglija ima prijateljev, Anglija ima interese. Mi se mogoče v politiki preveč zanašamo na prijatelje. In so se tudi odločali velikokrat po tej liniji. Pa slovansko bratstvo, pa potem svetovna revolucija. In še bi lahko našteval. Ampak vendarle, tisto, kar je Slovence napravilo zdaj za tem položaju, so vendarle interesi. Razum. To je pa tisto, kar je v zahodni civilizaciji pač specifično izpostavljeno. To je danes samo ena od civilizacij. Svet ni več dvopolaren, kot je bil v letu 1945, ampak takrat je že bil svet važen, danes je svet drugačen. In bodimo pozorni na svojo zgodovinsko izkušnjo, da je lahko zgled, ampak naj bo tudi vedno svarilo. In ko gledamo še naš položaj, je pa še seveda nekaj, in to zlasti v naši umetnosti prihaja do izraza, da so tukaj pri nas možni spoji, ki drugje niso. Severa in juga, vzhoda in zahoda, in to je pa tudi naša primerjalna prednost. Mi zlahka razumemo tudi veliko lažje kot kdorkoli, vzhodno ali zahodno od nas, severno ali južno. Najlepša hvala. Doktor Marmelad, profesor Grdina je omenil vašega težavskega rejaka Pavla Merkurja, referenčni profesor, tako nikalka, romanskih prostorov, pa vi prihajate iz Trsta. Kako bi opisali romanski vpliv v naš prostor? Skozi zgodovino in danes, kjer so naši interesi, da tam zapomnim, kjer so interesi italijanskega sveta in češko-romanskega proti nam. Torej, prva stvar, ki jo želim vprašati, druga pa, ki je skomano, da bi ukvarjate z slovanskim svetom, kaj pa slovenske povezovanje proti
slovanskemu svetu. Kdaj in zakaj so bili recimo Čehi na prizor, Rusi, ljudski Slovani, kako se je to v čas spremenilo. Prostor današnje Slovenije je zagotovo bil in je umeščen v srednjo Evropo. To je prostor, kot je bilo že nakazano, ki je na prepihu in hkrati na stičišču. Omogoča bojevanje med različnimi vplivi, po drugi strani pa tudi daje priložnost za sintezo in lažje razumevanje drugega. Eden od ključnih elementov na tej poti vpliva so seveda tudi romanski narodi, oziroma v našem primeru predvsem prostor severne Italije, seveda zahodnem robu slovenskega ozemlja. In po mojem je ta romanski vpliv na Slovence deloval drugače kot germanski. Slovenci že odkar obstajajo kot vsaj okvirno oblikovan narod v modernem pogledu, se pravi od sredine 19. stoletja, nikoli ni čutil tolikšnega občutja manj vrednosti ali potrebe po doseganju nekih visokih standardov v razmerju do Italijanov, kakor je to veljalo v razmerju do Avstrijcev oziroma Nemcev. Se pravi, naš odnos do romanskega sveta je bil bolj sproščen, generalno gledano, sploh v kulturnem pogledu, kakor odnos do germanskega sveta. Res pa tudi je, da je 20. stoletje prineslo veliko travmatičnih izkušenj na stiku med romanskim in, bi rekli, tem prehodnim slovenskim ozemljem ravno na zahodnem robu slovenskega narodnega prostora, z katerega izhajam tudi sam, in tudi sam sem bil deležen v določenih odmevov teh sporov, neporavnanih računov in tako naprej. Tudi moji predniki so bili vključeni v določenem boju za slovenstvo. Kakorkoli že, kljub temu pa romanski vpliv prinaša v ta naš prostor, v slovenski prostor, ponovno bom rekel, neko sproščenost. Ampak druge vrste, ki je sproščenost odprte, iskrene razprave, sproščenost pobudnega nastopanja. To obstaja neka anekdota ali znana misel, sicer nekoliko idealistična, danes seveda neizvedljiva. Če bi imeli Slovenci svojo prvo univerzo v Trstu, bi verjetno se kot narod drugače izoblikovali in tudi politično verjetno bi se odločali nekoliko drugače. Ljubljana je vendarle hčerka Avstrije. Trst je seveda kot mesto, seveda imperialni projekt avstrijske hiše, ampak je izrazito že od samega začetka obrnjen navzven, proti morju, proti svetu, proti Sredozemlju, ki je potem dajalo v industrijski dobi izhodišče ali neko platformo za polet in konec koncev tudi za preseljevanje onkraj oceana. Zdaj, kar zadeva pa odnos do slovanskega sveta. Slovenski jezik je eden od slovanskih jezikov, eden od južnoslovanskih jezikov, če smo specifični. Vemo tudi, da se je slovenski narod v modernem smislu v največji možni meri izoblikoval ravno okrog jezika. Jezik je tista nosilna točka naše moderne identitete. Ni pri vseh narodih tako. Danes že omenjeni Ukrajinci do nedavnega so lahko bili rusko govoreči ali ukrajinsko govoreči, pa so se imeli za Ukrajince. Takih primerov je veliko. Jezik ni vedno prvi nosilec narodne in kasneje nacionalne ali državljanske identitete. Recimo, v tem pogledu je vredno spomniti na to, da so bližinski spomeniki ne samo jezikoslovni začetek nečesa, kar kasneje imenujemo slovenski jezik, ampak so tudi eden prvih, če že ne prvi znani, ohranjeni zapis kakega slovanskega jezika v latinski pisavi, v pisavi zahodne kulture. Tukaj že na začetku, v tem literarno-jezikovnem pogledu, je naredil nek spoj med različnimi elementi, zahodnim in slovanskim ali vzhodnim, če hočemo. Potem, če se ustavimo pri 16. stoletju, recimo koroški patriotski zgodovinopisci, ki seveda
niso imeli narodne identitete v modernem pomenu, pa vendarle so govorili o svoji deželi, o Koroški, s ponosom kot o dvojezični, po nemški in slovanski, indiš, so temu takrat rekli. No, vsezadnje naše ime Slovenija, Slovenec, izhaja iz staroslovanskega samostalnika Slovjeni ali Slovjene v množini, ki pomeni preprosto Slovan, Slovani. Slovenci smo etimološko, jezikoslovno gledano, mali Slovani. Že prej omenjeni izraz Vindiš, Vinden, skozi zgodovino, skozi različne pisne vire, ni jasno, kdaj, ni vedno jasno, kdaj se to nanaša na specifični slovenski prostor in na predhodnike Slovencev, kdaj pa širše na Slovane kot take. Reformacija slovenska, ki velja za začetek knjižnega jezika, je bila tudi med drugim, poleg vsega ostalega, slovansko usmerjena, zlasti, če se spomnimo na Adama Bohoriča, ki je imel načrte, da preko slovenščine osvaja za prenovljeno krščansko vero cel Balkan in tam naprej proti Turčiji, proti osmanskim ozemljem. Kasneje, če pogledam, recimo, če ostajamo v tem obdobju Sigismund Herberstein, največji diplomat avstrijskega cesarstva tiste dobe, se je lahko proslavil ravno zato, ker je znal slovensko in se je prek tega dobro znašel v Moskovskem carstvu. To je bila prednost. Podanik cesarja, otrok Srednje Evrope, pravzaprav nemški sin, v kulturnem pogledu, ampak z nekim znanjem, ki ga prebivanjem, ki je na Bavarskem ali na Slonograškem, mu ne bi to dalo. Vipavska izkušnja, primorska izkušnja, slovenska izkušnja mu je dala nekaj, česar mu kako drugo ozemlje ne bi dalo. Če gremo še naprej v 19. stoletje, v času oblikovanja Slovencev kot modernega naroda, Matija Majer-Zilski, njegova Zedinjena Slovenija in drugi spisi, bili so tako slovensko, specifično kot širše slovansko usmerjeni. Da ne govorimo o številnih drugih avtorjih, o Prešernu in nešteto drugih, vedno je bil slovenski nacionalni program, vsaj do recimo druge svetovne vojne, prepleten s skrbjo za druge Slovane ali s solidarnostjo v razmerju do drugih Slovanov. Velikokrat seveda na podlagi nekih romantičnih predstav ali naivnosti, ali kot je bilo prej zelo modro rečeno, na podlagi prijateljstev, manj pa interesov, a vendarle tudi ta zgodba, tudi ta plat je del slovenske identitete. Skratka, slovenski prostor in slovenski narod, ki živi, se je izoblikoval na tem območju, je dedič vseh treh svetov, jezikovno je slovanski, po svoji zgodovini pretežno germanski, vendar bi sam tudi dejal, po določenem modus operandi, tudi po naših raznih neuradnih, familiarnih povezavah, korupcij, tako naprej, konec koncev, pa že kar malo je podoben slovanskemu svetu, s katerim pravzaprav, če bi zaključil, kaj sem začel, je bil pravzaprav odnos do romanskega sveta, dolgo časa najmanj problematičen, do recimo vrhunca narodnih sporov v koncu 19. stoletja in potem v 20. stoletju, ko pa se je tako rekoč benigno sosedstvo spremenilo v največjo travmo, pravzaprav večjo, si to reči, kot v odnosu do germanskega severa. Hvala lepa. Najlepša hvala obema kolegoma zgodovinarja za ta odličen oris. Naj bi se nekako premaknili tudi proti današnjemu času. Profesor Petrič, po razpadu Avstro-Ogrske, seveda smo Slovenci nekako to vrstili in dosladno, ker je bilo SKS, doživeli kot neko novo priložnost, kot neko lepšo prihodnost pred nami. Kar nekaj časa je tako trajalo, potem pa ravno v času Kavčičeve vlade, katere del so tudi bili, je nekako Slovenija kot republika se začela ozirati proti avstrijski Koroški, avstrijski Štajerski, Planinski krajini, Venetu. Bi rekli, da so to bile zgodovinske odločitve, ki so nekako bile logične, bi vsakdo se v takih okoliščinah tako vračal, ali je bilo veliko rezultatov od ljudi, ki po nekem času bili narodna elita in so tem odločali. In nazadnje, dolga leta ste bili veleposlaniki v številnih državah
So to danes še relevantni koncepti, ali je danes svet bistveno drugačen? Hvala lepa za povabilo, hvala lepa za besedo. Meni je bilo poslušati dva zelo zanimiva prispevka, teh vrhunskih slovenskih zgodovinarjev. Bom se sam spodbudiral, te pravi historija motiv dalite, več poznavanja zgodovinskih korenin, katerega koli problema, tako resno in razpravač. Nikoli mogoče kot je tako provokacijo rekel. Danes poslušam pogosto, berem v debatah, kateri trenutek je bil najbolj pomemben, osamosvojitev ali kakšna stvar tudi pred tem in tako naprej. Gotovo, vse to je to zgodovina, osamosvojitev je bila izjemno pomembna. Jaz smo tako rekel, v davnih časih, kralja samo recimo Karavani, Slovenci spet dobili svojo lope. To je ta, ki bodo tako veličastni, tako velik, tako izjemni. Vedno od tam leta 1800, Franki in tako naprej, da so prišli ta prostor, prednjevi govarci, pa tako rekoč do pred 30 let, vedno je imel pomembno, če ne odločujočo vlogo v naši usodi, v naših pogledih, v naših videnjih, nekdo nad nami. Zato je to res tako veličastno, to pravim tudi v novem kontekstu, ki je debat, tak muzej, pa tak muzej. In v tem kontekstu bom še nekaj rekel, druga mala provokacija. Recimo, v teh stvareh razmišljamo, je gledano z današnjega stališča, današnjega sveta in bodočega sveta, ki postaja multipolaren, to je dejstvo, prihajajo novi centri moči, utemeljene na drugih civilizacijskih izhodiščih, kot je naše. In ko razmišljamo o našem bodočem mestu, pač ko pogledamo nazaj v zgodovino, zelo pomemben trenutek je bil, in to vam pravi nekdo, ki ni veren človek, trenutek, ko smo sprejeli krščanstvo. Takrat smo stopili v zahodni svet. Takrat smo sprejeli tiste vrednote, ki izhajajo iz Mojzesove tablice in tako naprej. Od takrat smo del Zahoda, smo del te civilizacije. Bili so izzivi tako in drugačni, v 2-3 bom rekel besedo, ampak ko gledamo naprej, verjamem, da je mesto Slovenije v bodočih izzivih, ki prihajajo. Oblikuje se nekakšna civilizacija, ker človekove pravice niso posebej pomembne, utemeljena je na 3000 letih njihove lastne civilizacijskega razvoja, tam kakšna pravna vladavina, pravna država in tako naprej, to so dekoracije. Ampak tam se koncentrira velika moč in veliko bogatstvo. In mnogi posnemalci se pojavljajo širom sveta in se tudi zastavlja vprašanje, kako se bomo mi gibali v bodoče. Verjamem, da je pravzaprav tako, po kateri bomo šli, vztrajanje na tej naši civilizacijski poti, zahodne civilizaciji, katere del smo postali, recimo pred 1500 leti in delili njeno usodo. No, zdaj, ko gledamo, še to bom rekel, kot je kakšno refleksiran, res sjajno predstavitev, in tudi seveda sjajni izziv, če nam bo po sponci rekel par besed našega predsednika. Izzivi so bili seveda razni, bogatenja so bila velika, tudi kratko so vlade, šlaje in tako naprej. Velik izziv je bil germanizacija. Romanizacija po italijanščine, razen nekako zadnjem obdobju, tu smo držali neko ravnotežje, neko mejo in tako naprej. Od časov ta tekma je bila prisotna, se skozi, Oglej, Salzburg, Zahod, Sever. Ampak zelo velik izziv, ki ga ne smemo pozabiti, ki je pa povezan z nekakšnimi panslovanskimi pričakovanji, tako rečem, ilirizem.
Če ne bi naši predniki, med njimi France Prešeren, Čop in drugi, v določenem trenutku v 19. stoletju rekli Brazu in drugim, jaz sem ne, vprašanje, kje bi mi danes bili. In zanimiva paralela, večkrat se omenja, da je ena od pobud za slovenski odločnejši pristop k osamosvojitvi bila tudi tista politika skupnih jeter. Vi ste mladi, se tega ne spominjate, jaz to poznam. Skupna jedra je bil nek poizkus, ustvarjati nekakšno integrirano jugoslovanstvo, tudi preko izobraževalnega sistema, preko raznih drugih stvari. In ko sem jaz davno nekoč napisal en članek o vprašanju naših dni, provokativno sem ga napisal, spopadal sem se z neko tezo, da je treba negovati jugoslovanstvo. Treba je delati koprodukcijske filme, treba je imeti mešane ansamble, mešane koncerte. Edino ni bilo rečeno, da so potrebne mešane poroke. Je tudi tako nekako videno, ne? To je bil zelo velik izziv za našo integriteto, tudi če hočete za našo zahodno obalo. Zdaj pa pustim to ob strani. Ko sem ta članek napisal, me je moj direktor Inštituta za narodno vprašanje tisti čas rekel, če boš te takle članke pisal, bo oba v zaporu. In mislim, da je imel to. Tako samo vidim same mlade obraze, tisti časi so bili malce drugačni kot današnji. Pa ko pogledam v bodočnost, jaz mislim, da bogatili smo se, tudi ogrozilo nas je marsikaj, postali smo to, kar smo. Mesto nekega naroda, človeških skupnosti, določajo realna dejstva, geografski položaj, stopnja razvitosti in tako naprej, zgodovina, preteklost, kako smo se oblikovali, delali. Drugo, interesi. Interesi, katerih je, in pravzaprav še posebej izpostavljam zgodovino. Izhajajoč iz vseh teh treh ključnih elementov, ni nobenega dvoma, da smo Slovenci danes narod, upravljeni v polnem pomenu besede, da smo po svoji duši na nek način srednje Evropejci, da smo del zahodnega sveta, da so tudi naši interesi predvsem v tem delu sveta, gotovo tudi širše, ampak tisti najbolj vitalni so v tem delu, smo torej del te zahodne civilizacije. To naše mesto smo potrdili za vstopom v EU, smo potrdili za vstopom v NATO in mislim, da je to neko dejstvo, ki ga velja slej ko prej obraniti. Hoče razne vabljive sile, razne vabljive karibde, red, kakršen je v eni zelo veliki državi, ki je v fantastičnem vzponu, bogatstvo se tam največ milijarderjev na svetu imajo, ampak vzemimo svobodo ustvarjalnosti, vzemimo svobodo življenja, vzemimo pravno državo, vzemimo socialno varnost, vzemimo svobodo kreativnosti in tako naprej. Še vedno številka ena, ta naš svet, v katerem imamo svoje mesto. Prej sem rekel, tudi interesi vplivajo na to, kakšna je pozicija. Mi imamo seveda tudi interese v širšem svetu, ne samo znotraj tega EU, Srednja Evropa in tako naprej. To je predvsem naš jugovzhod. Tu imamo interese. Tu smo bili tudi v času Jugoslavije nekakšni tuje, po marsikateri pogledu. To so seveda tudi naši interesi. V širšem svetu, v drugih kontinentih, ampak to so interesi. Naša pozicija, naša duša je v tem delu sveta, v katerem smo. To je zdaj tisto, kar stoji pred nami. In mogoče, če sem prav razumel, gospoda prodekana, bomo imeli še eno drugo priložnost, na kaj rečem. Dve priložnosti se bi jaz mogoče na tej točki počasi zaustavil in mogoče še pa tudi misel prihranil za tem. V tem svojem govorjenju
sem hotel povedati. Poudarjati vsem tistemu, kar še enkrat ponovno. Tisto, kar pa tako kot nikoli v zgodovini definira naš položaj, je to, da je naša usoda naša. Kar počnemo s tem narodom, to počnemo mi in zato smo tudi odgovorni. In vse možnosti imamo, ne samo možnosti, tudi zgodovinsko odgovornost pred bodočimi. Čakali smo skoraj 2500 let na to priložnost, da sami odločamo v svoji usodi, da sami urejamo svoj. En kontekst so zanimivi. Čestitam fakulteti teli novi, da se ukvarja za slovenistiko v najširšem smislu. In želel bi, da bi ta projekt zaživel. Želel bi, da tudi v naši širši javnosti dobil neko večjo odzivnost, ker je to izjemno, izjemno pomembno. Vesel sem, da vidim, pravzaprav, pred vami, vladanica, in upam, da bodo pripravljena nositi tudi v bodočnosti z odgovornostjo do naroda, z odgovornostjo do naše preteklosti, z našo ambicijo biti nek dejavnik v svetu, prispevali k temu, da bo ta naša država, ki imamo 30 let, in nam daje to možnost, v kateri sem nikoli polno zaživela, in vam mogoče bodočih izzivih, potem pa govoril v drugem delu, ki jih je nakazal naš predsednik bodočega sveta, da prav uspela ohraniti našo samobitnost, naš položaj v svetu, blagostanje, pravičnost in tako naprej, solidarnost med našimi. Hvala lepa. Profesor Jantec, eno izmed vaših posebnih znanstvenih zanimanj so veliki osebniki slovenske zgodovine. Če se danes omejimo predvsem na te, ki so nekako skrbeli za te pozicionirane Slovencev med te prednji svetovi, koga bi izpostavili skozi zgodovino tisti, ki so po vašem mnenju najbolj vidni, najbolj zaslužni, in ne nazadnje, če je prišla aktualizirati, pa danes. Kje vidite narodne voditelje, torej kam naj Slovenijo danes meščajo? Ja, hvala lepa, dekan, za tole povabilo, tudi za besedo. Jaz bi se navezal to, kar ste bi rekli predsednik, 34. na vrsti zakon je zelo udobna pozicija, ampak ta udobnost je vrljiva, in če se prepustiš, ti nič hudega ni, ampak potem bo že vlade na take debate. Jaz imam nikakršne ambicije in bi se zelo težko ne strinjal s tem, kar se moj predhodnik povedal. Bom pa zdaj tako zastavil. Torej, najprej to, kar je pravkar kolega predstavil. Torej, dejstvo, rektor, da je bila tu ustanovljena fakulteta za slovenske mednarodne študije, to je unika. Jaz mislim, da bi morali zelo, zelo daleč, da bi naleteli še kje na kakšno katedro fakultete, ki se ukvarjajo z slovenskimi študijami. Morda tega celo ne vem, ampak bi bilo potrebno iti zelo daleč, kar pomeni, da imamo vsi možnost v Sloveniji, v Ljubljani študirati tisto, kar je Prešeren rekel slovenična cela. Torej, slovenstvo, fenomenologija slovenstva, kaj je to slovenstvo v najrazličnejših vidikih, zgodovinskih, kulturnih, političnih, informacijskih in tako naprej. To je zanimivo, to je privlačno, to boste odgovorili potem, in doktorske študije sem pripravil. Hočem reči, da je to ena izjemno pomembna tudi državotvorna gesta in drža. Torej, potem, ko je počeno, po 1000 letih slovenske besede, slovenske, tistega, kar pravimo danes slovenske identitete, od režimskih pomembnosti, po 500 letih slovenske besede, kjer je predstavnik, premenski, najbolj Dalmatin, Krčani, Ljubtovi, mojo Jacek, to rečem, prevedel Biblijo, Biblija, če sem motil, je prišla v slovenščino, kot v 12 jezik, na svetu skupaj za islamščino. Dalmatin je imel v tistih časih, torej v drugi polovici 16. stoletja, v svoji knjižnici 250 knjig. Na približno tretjino besed
za prevod Biblije moral sam ustvariti, ker je bilo. In če ga naprej v tej zgodovinski perspektivi, mislim, da zgodovinska perspektiva pomembna za to, da se dosežek slovenstva pred 30 leti jasno vidi, torej pravica slovenske države, samostojnosti, v tistem času, ki se za letnico 1989 poimenuje kot čudežno leto, Annus Mirabilis, torej je revolucija brez revolucije, neki popolnoma nov zgodovinski pojav in po treh, če tako rečem, narekovaji majskih deklaracijah, in ena Slovenija, potem Korupcijeva majska deklaracija, ki je Tone Pavče pripravljena po Kongresnem trgu, torej v tretji je slovenstvo uspelo. Zakaj? Zaradi jasne politične vizije in programa, zaradi operativne sposobnosti in zaradi naklonjenih mednarodnih okoliščin. Torej, to je zdaj razlog. To bi se zlahka ne zgodilo, ko ste bili. To bi se zlahka ne zgodilo. Pred tednom dni smo tudi imeli v Avli, je imel kolega profesor Dimitrij Rupel predstavitev svoje knjige Pomen osamosvojitve in v uvodu se sprašuje, kaj bi se zgodilo, če bi ne bilo tako. Če bi ne bilo tako. Torej, na eni strani našteva primere, ki so se zgodili in so šli naprej, ki takrat sprašuje v smislu alternativne zgodovine, kaj bi bilo, če bi se tako ne zgodilo. Torej, iz tega vidika je študij slovenoslovja, slovenščine cele neka posebna fenomenologija, jaz bi morda zelo predlagal, dekanja čestitam, da bi naredili serijo nekih debat, diskusij, v kateri bi morda tudi področji študentov, kjer bi se pogovarjali o tem, kaj to je. Zato, da bi po 30 letih se pogovarjali o tem, kako zdaj se Slovenija v naslednjih 30 letih. Voditelji ste rekli. Torej, jaz mislim, da je slovenska izkušnja iz tega trikotnika, en tak trikotnik z enakimi stranicami, slovansko, germansko, romansko, lahko brate, vse tja, notranji krog in popolnoma. Ta krog je hkrati udobno, hkrati je utesnjeni, hkrati je na nekem pretikom, spod nekaj žurite, da ta trikotnik gibe. Mislim, da bi to skozi zgodovino zdaj pa en primer, poln nasproti, napetosti, tudi konfliktov, sporov, spopadov, ampak s tistim, kar se je zgodilo pred 30 let in potem še po 20 let. Prihodnje leto po 20 let, odkar je Sloveniji uspel, s tem reči, integracijski čudež, članstvo v NATO in EU, naložbo leto, ampak ne samo to, Slovenija je leta 2004 vstopila kot samozavesten, suveren, pripravljen, usposobljen dejavnik v evropski intervencijski proces. Tisto, kar dela Evropo in s tem Zahod, kolega Petrič, najbolj privlačno. Produkcija vrednot, demokracija, tržno gospodarstvo, človekove pravice, sproščenost, samobitnost in tako naprej. To je tisto, kamor je Slovenija vstopila pred 20 leti in to mora zdaj biti za naprej navdih in dajati pogum. Pred 70-60 leti se je pojavila knjiga Premislekov trpkih, vendar izumnih, na to onkrajnih pogum, danes lahko da tega govorimo o navdihu in pogumu. Seveda, štirje protestanti so velike avtoritete, težko gre voditelj, velike avtoritete. Omenili smo, da je bil Žiga Herberstein, ki je prvi poklicni diplomat slovenskega rodu. Nekaj reči bi že prej, on je bil prvi poklicni, on je ponesel ta občutek slovenstva v svet, po Evropi, v carsko Rusijo in pravi v uvodu k svojim mostrskim rečkam, zato, ker sem znal slovensko, sem se važno naučil rusko, sem razumel in tako naprej. Naprej, približali se časom Hallerstein, astronomi zmenšane. Povabljen je bil na kitajski dvor, povabljen je bil zato, da je tam podačeval matematiko na Slovenijo, in kjer sem prav, verjetno bo to res vodela od leta, da je bil drugi najvišji položaj zaradi svoje usposobljenosti. Drugi nemški kancler od leta 1890 do 1895, ki je nasledil Bismarcka, Georg Leon von Caprivi, Koroški, je kočevski Nemec, ampak otrok, ki se je počil po slovenskega, njegov biograf je to več zapisal, da je imel jasno to noto slovenstva v sebi. Pred 100 leti, še nekaj več, se je slovenstvo znašlo na robu preživetja, oziroma na robu skrivnoče. Predvsem zaradi v fizičnem smislu plošče fronte, kjer se je zgodilo tisto, kar je
Prešeren napisal v uvodu v Krstu pri Savici. Vprašanje je, kaj bi bilo, če ne bi takrat nek anonimni srbski general Borojević, ki je vodil obrambni načrt Monarhije, predstavil ne obrambno linijo zdrave na Sočo. To je omogočilo, da je slovenstvo v minulem stoletju, kljub temu, da je šlo skozi primež treh največjih avtoritarnih ideologij, da je ostalo, se razvilo še naprej. To je v prvi Jugoslaviji v veliki meri seveda zasluga Korošca, jasno, v vseh vladah, enkrat so že predsednik vlade. V obdobju druge Jugoslavije so stvari že bolj kompleksne, zato, ker so tudi mednarodne okoliščine postale drugačne. Seveda, takoj po koncu druge svetovne vojne, prizadevanje za zahodno mejo, za Trst, v tem času je bil podpredsednik jugoslovanske vlade in poznani minister Kardelj in skupina slovenskih etnotov, ki so si tu zelo veliko prizadevali za to, govorimo o pomenu, da voditelj je rekel Kavčič, zagotovo izstopajoč v tem smislu, zagotovo, in potem imamo prehod iz bivše Jugoslavije, iz bivše države v novo državo. Ta prehod v nekaj smislu posebja prvi slovenski predsednik Slučan, ampak še bolj Dalin Prenošen, še desetletje Dalin, govorimo o voditeljih, in potem sočasno s tem integracijskim čudežem se zgodila dve večine, torej odhod predsednika Pučmanske scene, predsednik Drnovšek umre, in potem imamo neko obdobje 20 let, v katerih izraz, kako pač moram reči, ne gledam na to, ki se bo tu, sta dva politika, ki sta v slovenskem prostoru lahko voditelja, prepustim debato, ali sta nista, pa lahko da, to se seveda predsednik Pahor. Če druga ne je statistika popolna na vaši strani, če druga ne, pa če nas druga, in seveda, gospod Janša, to ta politika najdaljšo kilometrino, to se daje, stavlja nek kontekst. Mislim, da je drugo naš, ker bi se še k temu, ki več dalo, da se bo izmed neke oske optike kot take. Zdaj je pa potrebno to študirati, o tem razmišljati, premišljati, se deset vprašati, kaj naprej. To je pomembno. To je pomembno, da morda tudi temu, minister Prašen dodajam germanski, slovanski, romanski svet, dva poudarka, osebnostni in pa, bi rekel, nek strateški, strateški. Na času Anosne Rabris, ko je ta čude se zgodil leta 1989, je teda Slovenija bila v nekem procesu, France Bučer napisal, da je na mojih knjigah članih dinamika in dialektika nastajanja slovenske države diplomacije. Mi smo imeli diplomacije, države, država pa nekaj diplomacije. France Bučer opisuje ta proces in v tem procesu je bilo nekaj predstavnikov teh treh narodnostnih skupnosti, ki so Sloveniji to pomagali. Nemški kancler Kohl, nemški znani minister Genšel, avstrijski znani minister Mock, recimo trije Germani, potem imamo v romanskem svetu seveda pa Dinterjeva komisija, ki je ugotovila, bivša Jugoslavija je prenehala obstajati, Sitsko in Vik, in na njeno zemljo je nastalo 5 enakopravnih držav naslednic. To je bilo ključno v tem pravno-formalnem smislu. Potem imamo nekaj pozneje Prodija, dvakrat predsednik Evropske unije, drugič je Slovenija postala članica Evropske unije. Slovanski svet najmanj, kar je treba reči, v času osamosvajanja češki predsednik Havel. Torej ugodnosti te okoliščine, v tem osebnosti in še drugi podarek ta strateški, če tako rečem, da bo tako jasno zakaj. Slovenija je ena redkih držav, morda celo edina, doma to premalo šteje, pa bo pričel čas, ko bo to razumljeno, ki ima strateška partnerstva. Torej, 3. marec 2011 piše predsednik vlade gospod Pahor v Ankari, sedanji predsednik vlade Erdogan, sedanji strateško partnerstvo. 3. marec. 7. marec, isti predsednik vlade, piše v Parizu s predsednikom Sarkozyjem. In 28. avgusta istega leta kanclerko,
Torej, Slovenija je tu vzpostavila nek mehanizem, ki bi lahko v sinergiji tega trikotnika, s to recimo balkansko komponento, imel neke teme, aktivnosti, projekte, procese za igranje v evropski politiki. Tega praktično ni bilo, kakšni so bili časi. In zdaj zaključujem, slovenska država, diplomacija in politika z vstopom v Evropsko unijo in s tem nadaljem zaledjem, ki smo postali del globalizirane svetovne agende. Ne morem reči globaliziranega sveta, ampak globalizirane svetovne agende. Ni je teme v današnjem diskusijo, o kateri se slovenski predstavniki enkrat na mesec v različnih odborih v Bruslju ne bi o tem pogovarjali. In tu lahko Slovenija poda svoje mnenje, prispeva, kaj reče, in ni treba biti samo na neki pasivni drži pogodnega spremljevalca. In tu, torej, da smo del globaliziranega sveta in nam je to državni roke, oziroma smo to spremljali, je ena velika točnica za nadih in za pogod in srednjih prisetov. Hvala lepa. Pravijo, da se kvaliteta dogodka nekako pozna po teh vidikih. Torej, da je kaj pametnega povedano, pa da med začetkom in koncem ni preveč razdalje. Zdaj, da bi kaj pametnega povedano, ni dvoma po taki zasedbi. Moja naloga kot moderator je, da skrbim za uro, tako da bi potrebno spoštovanje sogovornike prosil loče za nekakšne zaključne misli, moji bomo biti kratki, ker se prosim predvsem pozorite, torej, kako pa naprej, kateri se tega že malo taknili. Torej, Slovenija je tukaj, je samostojna, je suverena, je del evropskih in atlantskih integracij. Smo del pobude Trehmoni, nismo del Višegrajske skupine, ali govorimo o Balte, Jadranu, o Srednji Evropi, tako da na vaše misli, pa če prav zelo tudi rekla, želel Vidi se sam. Od tega sjajne debate je treba omeniti Goriško. Treba omeniti Goricijo in Novo Gorico. Prva svetovna vojna je bila pri Goriške velikih vojaških divizij, ki se stavljali Slovenci, Nemci, Avstrijci in Italijani. In potem je druga svetovna vojna se iztekla v delitev Gorice na Slovensko in Italijansko. Potem je Slovenija postala članica Evropske unije, je za to območje Goriške naredila nekaj odločilnih ukrepov oziroma sredstev Evropske države na teritorijalnem sodelovanju. Je učinkovito na obrambnem transportu in logističnem območju, se pa ukvarja tudi že z integracijo Evropa univerz in visokega šolstva na Goriškem. Potem je Evropska unija se spomnila ideje in je razvija model kulturnega distrikta. Milijarda in pol evropskih sredstev je rezervirana za to idejo, ki še ni zaživela v Goriško, ono z italijanske strani se preliva ta ideja v Gorico in bo zaživela zanesljivo do leta 2025, ko postane Goriška in Nova Gorica skupno mesto Evropska prestolnica kulture. Italijanske strani prihaja projekt Ekonomske evropske fakultete, ki naj bi nastal na Goriškem v sodelovanju med slovenskimi in italijanskimi školami, teologi, ki se ukvarjajo z to ekumensko dimenzijo duhovno katoliškega, pravoslavnega, protestantskega, duhovnega ustvarjanja in da bo Gorica in Goriška najbolj izpostavljena, osredotočena regija ali in Slovenije v tem skupnem evropskem prostoru, kjer se srečujejo te tri etnične, velike evropske skupine. In tu ima Slovenija jajno priložnost, da ne da postane neko središče, kar je vedno bila preko takve ideje. Stoletja. Tako da tu se mi zdi, da je takšna fakulteta
v tem primeru dobili, ki organizirali, imamo lahko zelo močno prispevamo, ne samo Slovenci, ima prej. Hvala lepa. Hvala, da ste prišli sodelovati. Zaključujem misli, še kdo želel kako kaj dodati, zakroviti to debato. Malo debato, da me sami. Ja, mislim, da v sedanjem času lahko Slovenija izkoristi svojo majhnost v pozitivnem smislu in sicer s tem, da neobremenjeno pristopa k vsem trem velikim kulturno-geografskim blokom v Evropi, germanskemu, romanskemu in slovanskemu. Povsod lahko najdemo tako prijatelje, kakor tudi interese. Ni se nam treba vedno opredeljevati, kje smo in kje bomo, ravno zato, ker je rezultat našega obstajanja preplet različnosti in nas majhnost varuje pred tistimi ključnimi odločitvami ali pa nas ta majhnost tudi dela bolj suverene pri kakšnih vlastnih odločitvah. To je prvi del zaključne misli. Drugi del zaključne misli pa je, da bo prostor sedanje Slovenije vedno zanimiv, tako za prijatelje kot za interesente, tudi takrat, ko morda, tega ne vemo, morda, tudi takrat, ko morda Slovenije in Slovenice več. Prostor bo vedno aktualen. Hvala lepa, profesor Grdina, o vsakim optimističnim misli. Torej, pisatelj Lois Krager je rekel, da je v politiki pesimizem zločin. Torej, jaz pa nisem politik. In zdaj, če so to ljudje, ki so bili politiki ali pa hočejo postati politiki, ki kandidirajo, bi rekel tako, da nismo tako brezskrbni v stanju, mislim tudi zahodna civilizacija. Če pogledate Nobelove nagrade za naravoslovne discipline, Evropa tega nima več. Evropa se stara. Potem seveda nekako, ko smo pač sami takšni, brez nas, pa si je nas. Torej, ampak Kitajska bo imela problem zelo kmalu in njen trenutek v svetovni zgodovini morda ne bo tako zelo, kakor se zdi na prvi pogled. Na nas je pa, da razmišljamo o teh stvareh zelo resno in da se ne pustimo včasih soočenja z res najtežjimi vprašanji, ki tudi nas same, to skupnost tukaj presegajo. Mislim, recimo bi pa rekel, da vendarle ni vedno tako, da tisto, kar ima svoj začetek, mora imeti tudi konec, kar zadeva Slovence tako naprej. Tako da neustrašno je treba iti naprej in seveda res takoj izzivu pogledati v oči, pa ne samo problem preimenovati izziv, pa potem izgleda vse, da ne, ni tako, mislim, zelo realno, realistično, če hočete tudi brutalno realistično, treba se soočiti s temi stvarmi. In če kdo reče, da smo premajhni za to, za kakšno resno debato, zakaj kar naprej smo bili premajhni, pa se pa vedno izkazali, da nismo bili premajhni. Gre za to, da je čisto bistvena razlika med malenkostmi in majhnim. Malenkosti pač ne smemo biti. Hvala, profesor Petrič. Tako je na kratko, rečemo, da nekaj mislimo, da bomo poskusili. Sodobni svet je tako prepleten in tako globaliziran, kot nikoli prej. Danes niso več različne civilizacije, kot so včeraj, drugi, Kitajska, Indijska, danes je en svet. Ta svet traja dolgo. Ta svet je pravzaprav nastal nekako v drugi polovici 19. stoletja,
Pomembno vlogo je imela prva svetovna vojna. Na eni točki bolj pomembno kot pa tisto, kar včasih vidimo, iz nje je šla nekakšna, z njo je prenehala nekakšna nedolžnost Evrope in našega podne civilizacije. Do takrat smo bili nekako nosilci napredka, najboljših idej, ki so oblikovali svet, pravna država, človekov življenje. Ampak iz prve svetovne vojne izidejo 3 smrtonosne ideologije, ki so prihodnji svet v veliki meri pohnali. Naredile ne več tako dobrega, kot je bil, ampak sreči. Druga svetovna vojna, poraz nacizma, poraz fašizma, padec Berlinskega zidu, konec, recimo, določene variante komunizma in tako naprej. To so nekako stvari za nami. Ampak zdaj pa stojimo v tem novem svetu, ki se je močno spremenil v zadnjih 30 letih. Paradigma Združenih narodov se vedno bolj kaže kot zelo problematična. Primeri. Vojna, kriza v Siriji, Združeni narodi, pa so. Ukrajina. So Združeni narodi. Skratka, svet stoji pred potrebo nekega novega mednarodnega reda. Kakšen ta red bo? Tu pa samo 2 stvari izpostaviti. Ukrajino in Kitajsko. Ukrajinska vojna, če se bo končala z zmago agresorja, bo to imelo strahoten vpliv na bodoči svetovni red. Zgodilo se bo to, kot so že mislim nekje na sredi, kot da bi pravzaprav sklenili mir, ali pa obveljala Hitlerjeva in Mussolinijeva tam na začetku 40 let. To bi bil svet agresije, nasilja, prevlade močnih in tako naprej, vsega tistega, kar smo tudi na notranje politične liniji lahko priča, se dogaja v Ruski federaciji. Tam, če rečeš, da imaš težave z to vojno v Ukrajini, 10-15 let zapora. To niso fantazije Ernesta Petringa, to je realnost. Tak je ta svet. Če iz te vojne izide zmagovalec agresor, zapomnite se, kaj pravi. Čuden bo svet, čuden bo mednarodni red v bodočnosti. In drugo, Kitajska. Kitajska je dejstvo. Po vseh problemih, ki jih tudi ima in bo še imela, velikan, strahotno pomemben velikan, za lastno civilizacijo, z lastno kulturo, s mnogimi posnemalci po svetu, s nekaterimi v dobrem, treba zagotoviti red, da bi radi bili bogati, Afrika, tako naprej, Jugovzhodna Azija, nekateri pa tudi, to je nek sistem, ki omogoča pravzaprav, da nek avtoritaren sistem dobro funkcionira. Pozabimo na človekove pravice. Kako bo šla ta Kitajska, ne bom prerakoval, ampak rekel bom tole. V svoji zgodovini nikoli, 3000 letih, ni bilo v ospredju človek, njegova svoboda in tako naprej, ampak podaništvo. Podaništvo in red. Druga civilizacija. Tam ni bilo Magne Carte, Libertatum, ni bilo francoske revolucije, deklaracije razumljenja, ni bilo virginijske in tako dalje in tako dalje. Pačen svet. Za njim velika moč. In drugo, v tistem delu sveta nikoli ni bilo tistega, kar je bilo edinstveno za Evropo, kar se je oblikovalo na osnovi verskih vojn in potem potrdilo za Vestfalskim mirom, svet suverenih enakopravnih držav. Pluralen svet, več suverenih enakopravnih. Tam je bil en center, božansko cesarstvo za središča v Pekingu. Konfucij je zapisal, večkrat omenim ta citat v zadnjem času, kakor je na nebu lahko samo eno sonce, je na svetu lahko samo en cesar. Približno tako, parafraziral sem. To je njihova miselnost. To je njihov svet. In zdaj v ta bodoči svet vstopamo. Optimistična nota. Po vsaki veliki krizi v zgodovini je nastalo nekaj boljšega. V 30-letnih verskih vojnah
ki so pridelali tu Slovence, je nastal Vespalski korak naprej. Počasi bo grmade, ki so gorele po Evropi, sežigajo so krivoverce, čarovnice in tako naprej, ki ni bilo več. Je kakšen pluralizem se to. Po prvi svetovni vojni, evo, Versajski sistem, ki ni bil ravno dolgo, ni bil ravno efikaten. V letu 1945 sistem digitalno funkcioniral. Marsikaj se je uredilo v tem času, veliki dosežki, dekolonizacije in tako naprej, ta zagon človekovih pravic, pravna država, enakopravnost v svetu in tako naprej, nediskriminacija. Ampak ko se prej na začetku rekel, izgledala je tudi ta nekako živel. In ko se bo po mojem mnenju ta kriza ukrajinska končala, ne bo to samo neko premirje. To bo tudi nek resen pogovor med velikimi državami o bodočem redu. Ki bo boljši, upamo, da bo boljši. Ampak zagotovljeno pa to ni. To je tisto, kar sem pravno govoril. Moramo biti tako država, ki se zavedamo svojih možnosti, svojih odgovornosti, ni to, kar samo po sebi nekaj damo, ni to, kar nekaj, s čemer se lahko igramo, tako ali pa drugače. To je velika odgovornost in moram reči, da računam, da bo vaša generacija, mlade obravne vidim, na nek način odgovornejša za svoje države, kot smo trenutno. Lepa, še prijavite. Ja, hvala lepa, bom kratek in bom na svojem odlogu dal 3 dni. Prvič, ta razprava danes kaže, da dejansko veliko interes fakultete za slovenske dodatne študije, zato se želim, da se s temi debatami nadaljevalo, tudi debate z širšim krogom in tudi predstavniki tistih, ki trkajo. Drugič, slovensko odnos do Germanov, Slovanov in pa Romanov znotraj Evropske unije, znotraj evropskega integracijskega procesa, so vse možnosti z eno kohabitacijo, z eno projektivno, konstruktivno relacijo in sodelovanje. To je ključna sprememba primerjavi s tistim, kar je bilo še pred pol stoletja. To je zelo pomembno za našo nadaljnjo usodo. Tretjič, eno osebno veseli, ko za takim vtis v slovenski javnosti opažam vedno manj razprav v smislu ene trplječe koze, kot je na koncu krsta predstaviti, to pravi pesnik. Domov Bogomila šla je po četu, nikoli več se niste videli na svetu. Tega traja neko trpljenje, neko repenjenje, neko negativno obračanje samim sebi in intelektualni premislek na tej fakulteti bo lahko prispeval k temu, da bo v takih naših premišljevanjih veliko več enega realnega optimizma, zvedetosti in nagiba. Najlepša hvala. Hvala lepa vsem štirim razpravljavcem, posebej hvala bivši predsednik, gospod Pahor, za vašo beležbo in predvsem za vaše zelo tekstne besede. Hvala tudi vsem, ki ste se te zelo zanimive debate udeležili. Sedaj pa, preden se zaključim, samo še nekaj tehničnih detajlov. Torej, vsi ste prav lepo povabili na kratko ilustritve, kjer si lahko še lepo hvalno izmenjamo nekaj besed. Potem študentje, ki poslušate pregled pred nas skupaj s seminarnimi nosili, v tej delavnici nadaljujete čez približno 20 minut. Vsi ostali pa ste do tekme vabljeni tudi v prebiranje, kjer čez 25 minut, po 18:30, v okviru Fakultete slovenske naravne študije odpiramo razstavo Jasmine Vitanovski, v okviru fakultete namreč deluje tudi galerija in danes smo dva dogodka družili. Sedaj pa zaključna beseda gospa dekanja. Rekla bi samo iskrena hvala, seveda najprej bivšemu predsedniku Republike, gospodu Borutu Pahorju, s prošnjo, da boste še mnogokrat na takih imenitnih debatah pred nami in seveda s tako jasnimi in nagovori za tako prihodnost Slovenije, kot seveda našega intelektualnega in narodne zavesti. Hvala lepa. In hvala tudi vsem današnjim gostom. Verjamem, da bi lahko povedali še marsikaj. Žal smo nekako bili omejeni zgoro, vsekakor pa obljubljamo, da bomo te debate nadaljevali in morda tudi izdali knjižne publikacije, predstavljali po Sloveniji, ker se mi zdi, da je tudi to poslanstvo
fakultete za slovenske in mednarodne študije. Hvala lepa. In seveda tudi hvala današnjemu moderatorju, prodekanu in centru, doktor Dejanu Valentišču. In hvala vsem, ki ste ga